Torej, malo vas je, ki me ne poznate, pa naj vseeno povem. Ne zaradi tega, ker je bil slaven, ampak zato, ker se mi poznamo. Sem Dejan Savič, rečemo temu strokovnjak za energetsko politiko v Greenpeaceu v regiji. Delujem v Sloveniji, pa tudi regionalno, v Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa. Regionalno se ukvarjam trenutno z evropsko energetsko politiko, ker se prenavlja. V Sloveniji pa rečemo, da pomagam snovati aktivnosti v okviru tega širšega gibanja Break Free in malo usmerjati to kampanjo, kar se tiče Greenpeaceovega dela v njej. Namen današnjega predavanja je odpreti prostor za vsa vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s to kampanjo. To je najširši možni okvir. Konkretneje pa bi rad, da potem, ko zapustite to predavanje, razumete, zakaj so zahteve gibanja Break Free smiselne, dobro utemeljene in zakaj jih je vredno podpirati. Ne samo, da to razumete, ampak da lahko to tudi dobro argumentirate vsem dvomljivcem in tistim, ki morda še niso seznanjeni s tematiko. Zdaj, skupaj z Julijo, ki je skupaj z drugimi prostovoljci organizirala ta dogodek, hvala za to, sva zasnovala to predavanje, da bi potekalo predavanje, pogovor, da bi potekalo nekako tako, da bi se najprej na kratko spomnili, kaj je problem fosilnih goriv, oziroma bolj konkretno problem premoga, ki je v Sloveniji najbolj aktualno vprašanje. Potem bi kako rekli o tem, kako bi bila videti energetska tranzicija, ali je izvedljiva, v kakšni meri in katere rešitve so na voljo. Potem pa bi šli v ta drugi del, bi malo obnovil, kaj je namen gibanja Break Free v Sloveniji in potem, kaj so naše zahteve do vlade, ki bomo naslednji teden na protestu, na zaključnem dogodku Break Free gibanja v Sloveniji, na protestu pred vlado, bomo te zahteve predali vladi. Med 4 zahtevami je ena točka, se posebej dotika obnovljivih virov energije in tisti točki bi se rad najbolj posvetil, zato da bi jo malo boljše razumeli vsi skupaj, pa zaradi tega, ker je ogromno različnih stališč kroži v razpravi. Večina stališč, ki jih lahko slišite, je diametralno nasprotnih od stališč, ki jih mi zagovarjamo. Zaradi tega se mi zdi dobro posebej utemeljevati naše ambiciozne stališče na področju obnovljivih virov. Ok, in najprej naj se opravičim zaradi tehničnih zapletov. Najprej smo imeli težave dobiti prostor pravi čas, pa se je to rešilo, zdaj pa imamo tehnološki zaplet, da bom z rahlo zamudo lahko začel uporabljati prezentacijo. Ampak ta zaplet se rešuje in začnimo z nečim, kar sem v vsakem primeru nameraval. In sicer od vsega, kar nameravam povedati, pogledali bi si malo globalno stanje na področju obnovljivih virov in situacijo iz nekaterih energetskih tem v Sloveniji, pa bi rad nekako razumel, kdo ste vi, ki ste z mano, in zato bi rad nekako slišal, kaj vas najbolj zanima od vseh tem. In zdaj nikoli ljudje ne marajo, če so izpostavljeni, ko sedijo v publiki, tako da naj se hitro ponovno spomniti ene rešitve, kako bi to lahko naredili drugače. Ok, bomo probali z rokami. Torej, imamo več pozornosti na Sloveniji, to je ena možnost, ali več pozornosti na globalnem kot konceptu tega, kar se gremo. Kdo čuti večjo potrebo po ozadju globalnega napram nacionalnemu? Ok, drugega vprašanja ne rabim postaviti, torej Slovenija je v ospredju. Ok, bom probal bolj na kratko potem, širše ozadje. Ok, potem je vprašanje, koliko vas zanima pogled naprej, od danes pa to, kar nas čaka, in napram vprašanju, kaj se je dogajalo do zdaj. Torej, prihodnost
preteklost v slovenski energetiki? Torej, koga zanima bolj prihodnost kot preteklost? Ok. Ko rečem preteklost, menim TEŠ6, obstoječi energetski sistem in tako dalje. Torej, strinjamo se, da nas zanima bolj, kaj od zdaj naprej. Ok, dobro. Zdaj deluje, kot da si se to bom zelo dobro zapomnil, ampak to se samo pretvarjam. Ok. Glavni dve tehnologiji, ki sta najmanj raziskani v Sloveniji, najmanj realizirani, sta veter in sonce. In to je poudarek vsebin, za katere se zavzemamo. Ker vedno, kot Greenpeace in tudi širše okoljevarstveniki, vedno probamo najbolj izpostavljati tisto, kar je najmanj zastopano, ker ostale stvari imajo svoj interes. Zato recimo nikoli ne govorimo o hidroenergiji, kljub temu, da je smiselno zgraditi še kje kakšno hidroelektrarno, ampak tam so dovolj močne sile, ki zagovarjajo tiste stvari in zato ne rabijo našega glasu in zato se mi ne zdi smiselno sploh porabljati časa za hidroenergijo, recimo. Premog je problematičen zaradi tega, ker poleg ogljikovodikov oziroma poleg energije, ki jo vsebuje tudi ogromno odpadnih snovi. Ko zakuriš premog, dobiš velike količine energije, s čimer poganjaš turbino, proizvajaš elektriko ali pa proizvajaš tudi toploto. Poleg tega pa ima mnogo odpadnih snovi, med katerimi so žveplo, živo srebro, dušikovi oksidi in tudi prašni delci. In še nekaj drugih snovi je, ampak te, ki sem jih naštel, so ključni razlog, zakaj premog škoduje zdravju. Kot podnebno gibanje se največ ukvarjamo samo z ogljikom, ki ga premog spušča, torej premog kot podnebni problem. Ampak premog je tudi zdravstveni problem, ravno zaradi vseh teh strupenih snovi, ki sem jih naštel. Torej, ko kurimo premog, ogromno teh strupenih snovi prefiltrirajo in ne pridejo v zračje, ampak še vedno, če mi kurimo desetine milijone ton premoga, pride v zračje znaten del in s tem vseeno škoduje zdravju. Individualna kurišča so problem, zaradi tega, ker gre za zelo neučinkovito rabo lesa. Ogromno se praši in ta prah je škodljiv. To je dejstvo. In če namesto individualnih kurišč, ki jih lahko imaš več tisoč v nekem naselju in ustvariš zelo slab zrak, in s tem recimo imamo problem v urbanih naseljih, vzameš eno centralizirano enoto, kjer probaš ogromno teh izpušnih plinov očistiti, lahko ustvariš boljši učinek. Ta argument govori v prid centraliziranim enotam, v prid daljinskemu ogrevanju, tudi na lesno biomaso. Torej, enak argument velja, namesto 1000 malih peči imaš eno veliko centralno peč. In strinjam se tudi s tem argumentom, da če imaš 30 let stare termoelektrarne in jih nadomestiš z najnovejšo best available technology elektrarno, da je ta elektrarna čistejša v mnogih pogledih in to je prednost TEŠa 6 pred TEŠom 4, 3, 2, 1. To je tudi res. Implicirano vprašanje je bilo, da če se ne bi ogrevali pri TEŠu je nekaj odpadne toplote uporabljene za ogrevanje lokalnih skupnosti in če se ne bi ogrevali na ta način, je implicitno vprašanje, da bi potem se ogrevali isto kot včasih. To ni samoumeven korak. Lahko bi imeli centralizirano ogrevanje z vso proizvodnjo toplote in energije iz odpadne biomase. To je čisto možno narediti in to naredijo večinoma, ko zamenjujejo premog za odpadno biomaso. En problem je, da kar se tiče premoga in onesnaženega zraka, da je problem treba reševati regijsko, pa ne regijsko kot Šaleška regija, Štajerska regija, Notranjska, ampak regijsko kot evropsko. Zato, ker vsaka elektrarna onesnažuje in količina onesnaženega zraka se zbira na širšem območju, ki sega čez več držav in skupno evropske elektrarne skupno onesnažujejo evropski zrak in ne moreš problema onesnaženega zraka zaradi premoga reševati neposredno z reševanjem problema na eni lokaciji. Tako da v tem smislu, ja, če odstraniš eno elektrarno, nič pa ne narediš glede soseščine, v tem smislu, v smislu tega prahu, še vedno nisi v zadostni meri rešil problema. Ne vidi se najboljše,
ampak tisto, kar je bistveno, da vemo, to so izpusti, nekaj izpustov teh, ki sem jih naštel. Trdi delci, težke kovine, ozon, dušikovi oksidi in še nekaj kovin. Do nas pridejo preko zraka in zaradi tega, ker so delci toliko drobni, pridejo v naš krvni sistem in potem delajo škodo na različnih delih našega telesa. To so meritve. Meritve od ameriške administracije za oceane in ozračje in gre za povprečje letnih temperatur, merjeno v zraku in v vodi, in to je vzeto kot eno povprečje za vsako leto posebej. In v tem obdobju so potem zračunani, v katero smer so šli odkloni od povprečja. In obdobje pred tem časom je bilo glede na to povprečje hladnejše in obdobje v tem času je toplejše. In trenutno se nahajamo na nekje 1 stopinjo povprečno toplejšem ozračju in oceanih kot povprečju v primerjavi z predindustrijsko dobo, medtem ko se Slovenija segreva približno 2-krat hitreje, tako da imamo 1,5 do 2 stopinji toplejšo Slovenijo v povprečju v primerjavi s predindustrijsko dobo, torej za dobo, preden smo kurili fosilna goriva. Tisto, kar se mi zdi pomembno vseeno se posvetiti svetovni ravni, je vprašanje, ali je tranzicija iz fosilnih goriv na obnovljive vire mogoča, ali je mogoča dovolj hitro in ali je to sploh izvedljivo. In to je eno takih največjih vprašanj, ki se tudi, ko se že javno polemizira z našimi stališči, se polemizira na kritičen način, v smislu, da se dvomi o tem, da je to mogoče narediti finančno izvedljivo, da je to mogoče narediti dovolj hitro in tako dalje. Tako da se mi zdi vredno nekaj pozornosti temu nameniti, temu vprašanju. In tukaj imam dve referenci, ki potrjujeta, da tranzicija na obnovljive vire v času, ki ga imamo, da ustrezno naslovimo podnebne spremembe, da ta tranzicija je mogoča. Eno izvira iz študije, ki smo jo delali sistematično v globalnem Greenpeaceu. Gre za študije energetske revolucije, ki so se začele z letom 2005 in potem so vsakih nekaj let naredili osvežitev. Zadnja je bila narejena leta 2015, skupaj z Inštitutom za tehnično termodinamiko Nemškega vesoljskega centra in še z nekaterimi drugimi inštitucijami. In ta študija je preučila vprašanje, ali lahko do leta 2050 preidemo v celoti na obnovljive vire energije, katere tehnologije bi za to potrebovali, s kako hitrostjo bi morali opuščati posamezne sporne tehnologije, in vse to je nekako ta študija probala zajeti. In tukaj imam na 2 straneh v angleščini sicer povzetek glavnih rezultatov, ampak naj odgovorim, da je mogoče. Ta tranzicija bi bila v prvih nekaj letih, nekje do leta 2025, proti 2030 bi ta scenarij bil dražji od scenarija statusa quo, torej več sredstev bi bilo potrebno investirati v scenarij obnovljive energetike kot v scenarij ohranjanja klasične energetike. Če pa vzamemo celotno obdobje tranzicije, od zdaj pa do leta 2050, je pa ta scenarij cenejši. Zakaj? Zato, ker obnovljiva energetika je draga na začetku. Ko kupiš sončno elektrarno, plačaš ves strošek te elektrarne takoj in od takrat, ko jo imaš naprej, ker je vir zastonj, ni skoraj nobenih stroškov. Podobno je z vetrnico. Ves strošek obratovanja vetrne elektrarne oziroma zelo veliko večino postaviš takrat, ko vetrnico kupiš oziroma jo postaviš. Od takrat naprej je veter zastonj. In če bi mi želeli velike količine sončnih vetrnih elektrarn in drugih postaviti v taki hitrosti, da lahko začnemo opuščati ogromne elektrarne kot na premog in jedrsko energijo in druge fosilne elektrarne, kot so recimo plin ali pa nekateri uporabljajo tudi elektrarne na nafto, recimo na grških otokih, na Malti in tako dalje. Če bi želeli te opuščati, moramo v tako intenzivnem programu graditi sončne in vetrne elektrarne, da je to finančno velik zalogaj, večji kot v primerjavi s klasičnim scenarijem. Ampak hitreje, ko to naredimo, hitreje dosegamo prihranke na gorivu, ker obnovljivi viri
razen biomase in morda še kakega, nima goriv, to niso goriva. So samo tehnologije. Okay. In zanimivo je, da ne govorimo samo o elektriki, ampak bi celotno energetiko predstavili na obnovljive vire, torej tudi prevoz, tudi ogrevanje, hlajenje, in ko govorimo o prevozu, govorimo o letalskem prometu, ladijskem prometu. In ta tranzicija, ko so razmišljali, česa se najprej lotiti, kje so tehnologije že zdaj na voljo, kje pa je potrebno še nekaj raziskovanja, ker so trenutne tehnologije predrage, je pokazala naslednje. Najlažje je defosilizirati oziroma spraviti na obnovljive vire elektriko, proizvodnje elektrike. Torej sončne, vetrne elektrarne namesto klasičnih elektrarn na premog, jedrsko energijo, namesto jedrske energije. Potem je določen zalogaj zmanjševati izpuste v industriji, intenzivni industriji, cementarne, železarne in tako dalje, ampak se da. Največji zalogaj je pa letalska industrija in ladijska industrija, torej ladje. Zato, ker potrebujejo ogromne količine energije v koncentrirani obliki in v obeh primerih ne sme biti to gorivo pretežko. In tukaj sama študija svetuje še nekaj raziskovanja, da se te tehnologije poceni. To je pa študija Univerze v Stanfordu, kjer so na podlagi golih fizikalnih dejstev in mogoče še nekaterih predpostavk raziskovali, kako države sveta, najprej Združene države Amerike, vseh 50 držav, potem pa vse države sveta, kako spraviti na 3 obnovljive vire. Torej, vodni vir, sončne elektrarne, oziroma sonce kot vir in veter kot vir. In avtorji študije so prepričani, da lahko samo s temi 3 viri vse oblike porabe energije dosežemo, torej za vse oblike porabe energije, elektrika, prevoz, ogrevanje, hlajenje in industrija, da vse lahko spravimo na te 3 glavne tehnologije v celoti v času, ki ga imamo, da naslovimo podnebne spremembe. In tukaj so njihovi izračuni za Slovenijo. In kot vidite, je daleč največji potencial v sončni energiji, takoj zatem so pa klasične vetrnice, ki so postavljene na zemljo, ne pa na morje. Nekaj potenciala so izračunali, da bi bilo tudi na morju, kar nas je zelo presenetilo, ker nimamo glih velikih površin. Res pa je, da piha mnogokrat. In vse ostalo, in to velikokrat na teh predavanjih me sprašujejo, kaj pa energija valov, kaj pa geotermalna in tako dalje. Vse ostalo vidite, da je marginalno. Da geotermalna energija 2%, toliko približno dobimo ta trenutek iz sončnih elektrarn. Hidroenergija, ki danes predstavlja približno 30% vse elektrike, ki jo proizvedemo, je tukaj predvidena v 12%. Ja, ok, in tu so potem sončne elektrarne na komercialnih in javnih stavbah. To so sončne elektrarne kot nekje postavljene na degradiranih območjih, ob avtocestah in v lokacijah, kjer je ogromno prostora in so sončne. To so pa lokacije na naših strehah. Kar je zanimivo je, da so izračunali delovna mesta in so predvideli 20.000 stalnih delovnih mest v celotnem 40-letnem obdobju za obratovanje, torej za gradnjo tega in obratovanje, oziroma vezane na te tehnologije, medtem ko so samo za izgradnjo vsega tega predvideli več kot 10.000 delovnih mest v celotnem 40-letnem obdobju. Obe dve študiji sta išli tudi kot znanstveno čtivo in imam PDF-ja od obeh na voljo, če koga zanima. Lahko potem posredujem. Potem pa je ta študija, torej prehod na obnovljive vire, predvidela 37% manj porabe energije zaradi učinkovite rabe energije, zaradi ukrepov zmanjšanja rabe, zaradi recimo ukrepov, kot je boljša izolacija, kot je bolj optimizirana razdalja med proizvodnjo in porabo, ker proizvajaš tam, kjer porabljaš in tako dalje. Potem so pa izračunali še
stroški za zdravje. Torej, stroški zaradi tega, ker se izognemo smrtnosti in boleznim. In to je izračun. Torej, na leto bi se izognili 6,6 milijardam dolarjev, to je v dolarjih izračunano, ali 7,8% BDP-ja zaradi opustitve fosilnih goriv. Torej, ideja je, da zaradi fosilnih goriv imamo ogromno zdravstvenih stroškov in s tem, ko ne bi imeli več fosilnih goriv, ampak bi imeli obnovljive vire energije, bi se temu letno izognili. Potem pa so tudi finančne koristi za gospodinjstva, ki so izračunane verjetno za konec tega obdobja, da bi na letni ravni na osebo leta 2050 imeli $10,000 prihranka. To je njihov izračun. Tukaj pa je izračunana še cena elektrike v klasičnem scenariju, ki je predviden za takrat, in torej business as usual, torej tako kot imamo zdaj, in po tem scenariju, in je še cena elektrike takrat cenejša od cene elektrike klasičnih virov. Naj vam povem, da je teh študij ogromno. In Greenpeace je nehal obnavljati to študijo, torej študijo Energy Revolution. Zakaj? Zaradi tega, ker v resnih strokovnih krogih na mednarodni ravni ni več razprava, ali zmoremo. In ni več potrebno prepričevati in bi bila nespametna raba naših virov, da bi naročali nove študije. In smo sprejeli odločitev, da tega več ne rabimo dokazovati na ravni novih in novih študij. Dokazali smo, v znanosti je sprejeto, da se da. Zdaj je čas, da ta spoznanja spravimo v družbeno realnost. Tam pa še nismo uspeli. Potem pa smo naročili še eno študijo na ravni Evropske unije, in sicer potencial posameznikov pri proizvajanju obnovljivih virov energije kot nek potencial za naprej. Torej, posamezniki, ki bi si sami proizvajali energijo in sodelovali z omrežjem, imenujemo energetski državljani. In ta študija je izračunala potencial energetskih državljanov v Evropski uniji, konkretno tudi za Slovenijo. In tukaj vam pokazal nekaj izračunov. Za leto 2050, torej študija predvideva, kako bi lahko obnovljive vire v celoti razporedili glede na to, kdo bi jih proizvajal. Torej, med vsemi energetskimi državljani, tistimi, ki bi torej bili vključeni v proizvodnjo energije, bi največji delež predstavljajo zadruge, potem so gospodinjstva, potem so javne zgradbe in to so manjša podjetja. Tukaj je primer recimo ene restauracije s teraso, ki lahko bila tudi katerakoli stavba, ki ima neke površine, ima svojo streho in lahko proizvaja. Oskrba z energijo v Sloveniji leta 2014. To je zadnji podatek, ki mi ga uspelo dobiti na strani Statističnega urada. Super bilo imeti nekaj od lani, ampak tudi to je, mislim, da se kaj bistvenega tukaj ni spremenilo. To ni vetrna energija, to so obnovljive viri energije v celoti. Morda se kdo od vas spomni slavnih evropskih ciljev 2020 do leta 2020. Torej, v direktivi iz leta 2008-2009 smo se zavezali, da bomo do leta 2020 za 20% zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, za 20% povečali energetsko učinkovitost oziroma zmanjšali porabo energije in 20% energije dobili iz obnovljivih virov energije. In delež za Slovenijo je 25% obnovljivih virov, zato ker smo že izhodično imeli ta delež 16%, takrat, ko se je podpisal ta dogovor. In to je delež leta 2019, trenutno smo nekje na 20%, zaradi tega, ker ni novih vlaganj, ta delež približno stoji, ampak dinamika prvih let je bila, da bomo gladko osvojili ta cilj in da bomo imeli 25% obnovljivih virov. Ni jasno, ali bojo penali leta 2020, tako da se lahko zgodi, da bo ali ta vlada, najverjetneje pa nova vlada, nekako hitro dobila navdušenje za obnovljive vire za tisti 2 leti, ki manjkata do leta 2020, zato da vlovijo ta rok.
potem pa bo spet zna vse skupaj zamreti, če bojo enako cinični, kot so zdaj. Ampak ja, toliko da si predstavljate. Torej nafta, uvoz nafte, jedrsko gorivo, zemeljski plin, predvsem za industrijo in ogrevanje. Elektrike načeloma ne proizvajamo z njega, razen v manjših soproizvodnih enotah, to je pa približno premog. Poudarjam, govorimo o celotni količini porabljene energije, ne o elektriki. Kdaj je bilo 16%, pa to pa... Ko se je sprejemala direktiva, torej leta 2008-2009. Kaj bo pa zdaj nove hidroelektrarne na Savi? Mislim, dejansko, kako bo to zraslo od 19? Ni jasno, kdaj bo začele proizvajati, ampak delež bi bistveno lahko narastel. Bi bilo možno, da bi dejansko dosegli do 20? Če bi vse, ki so planirane, recimo na Srednji Savi, postavili, bi ta delež bil pri 25, ali pa 27, 30 morda, ker tam gre za relativno velike količine energije. Ampak močno se zamuja s tistim projektom in težave so zaradi varovanja narave. To je pa podatek za rabo v gospodinjstvih. Tudi iz letnega poročila Statističnega urada, torej kako se energija porabi v posameznem gospodinjstvu. Ogrevanje sanitarne vode 20%, hladilne zamrzovalne naprave 12%, ogrevanje prostorov, razsvetljava, hišni aparati okoli 25%. Dajmo malo razmišljati o proporcijah. Probal vam bom naslikati aparate po porabi in začnem tukaj po tistih, ki največ porabljajo in se premikam proti tja, oziroma obratno, začnimo s tem, kar porablja najmanj, zato da bomo imeli občutek za razmerja. Torej, polnilec telefona, 5 vatov. Torej, imamo vat v mislih, vat bo naša enota, to je 5 vatov. Prenosni računalnik, 15-20 vatov. Odvisno, če slišite, da močno brni, pomeni, da je malo starejši, da se fejst utruja in verjetno je tudi manj energetsko učinkovit, ker se toliko segreva in segrevanje je odpadni vir, torej 20 vatov. Klasična televizija izpred 10 let, nekje 50 vatov. Varčna žarnica, ta klasična sijalka, 20 vatov. LED sijalka manj od tega, za isto količino svetlobe. Potem, kaj je še tak v klasični rabi od teh majhnih izdelkov? Potem gremo na večje televizije. Torej smo nekje na ranga 100 vatov. Odvisno, katera tehnologija. LED tehnologija je manj, plazma je tukaj, zna biti tudi 200 vatov. Ampak plazma je skoraj da opuščena. Potem pa gremo k večjim porabnikom energije. Čajnik, s katerim hitro zagrejemo vodo, 1600 vatov. Sušilec za lase, klasičen, počasen, brneč, nekje 600-800 vatov. Turbo, da lahko z 2 metrov razdalje sušiš lase nekomu, 1600, 1500, 2000 vatov. Sesalec, tukaj nekje. Potem pečica, 2500 vatov. In kot tak ena zelo intenzivnih virov. In tukaj nekje je bojler. Čajnik, kot rečeno, čajnik ta za hitro gretje vode, nekje 1600 vatov, kaj takega. S tem, da je v rabi 1 minuto, minuto pa pol, potem pa je sklopljen. Tako da vseeno ni tak problem. Kaj nam je še ostalo? Mislim, da smo. Klimatska naprava. Odvisno od tega, kako hitro ohladi prostor, kako močna je. Lahko je 3500 vatov in je en največjih porabnikov energije v stanovanju. Lahko pa je pač manj. In spet je odvisno, kako dolgo je vklopljena. Torej, kako velika razlika naj bo temperaturo, ki jo imamo naravno v prostoru, recimo sredi vročinskega vala, se v stanovanju, kjer živim, zagreje s tem, da celo noč hladim, celo noč imam okna odprta in se zagreje nekje do 28 stopinj. Recimo, če ti je to prevroče in si sladiš na 26 stopinj, je potem klimatska naprava nekje tukaj. Če si shladiš na 22 stopinj, ali pa nekatere firme, ki imajo standard, da si v obleki polno za 5,
in mora biti 19 stopinj, potem je klimatska naprava tak porabnik energije. Torej, ko govorimo o klimatski napravi kot problemu okoljskem, razmišljamo o temperaturni razliki in o izolaciji stavb in kaj delamo z okni, koliko so vrata odprta in tako dalje. Tako da edina kombinacija klimatske naprave z okoljevarstvom, če že mora biti, je taka raba, da so ljudje v kratkih rokavih, torej da so naredili vse, kar se da narediti, da se naravno hladijo, da poteka nočno zračenje, da so stavbe dobro izolirane in če je še vedno vroče zaradi takih naprav, recimo pisarniški prostor, kjer je 6-7 računalnikov in se segreva, ok, dajmo ohladiti na neko raven, kjer lahko človek normalno funkcionira. To je tudi iz statističnega urada, zelo dolgočasen prikaz. Če bojo slučajno gledali ta posnetek, da vejo, bi lahko naredili kaj boljšega, ampak ok. Torej, delež obnovljivih virov v skupni delež, 16% nekje. Zanimivo je, da pred evropskimi cilji, da morda delež tudi rahlo začne padati. Torej, s tem se nismo ukvarjali. Ampak lahko, da so to zgolj sezonska nihanja. Potem pa smo prišli nekje na te deleže. Zdaj pri statistiki imate tu neke rezerve, ker je vprašanje, kako se računa jedrska elektrarna. Nekatere države jedrsko elektrarno računajo v celoti kot slovenski vir in se pol samo statistično lastniško pripada polovico Hrvaški. Nekateri pa računajo, da samo polovica jedrske elektrarne se šteje kot tukaj proizveden vir, polovica se pa šteje kot hrvaški vir. In zaradi tega prihaja do odklonov. Ampak tisti podatek, da imamo trenutno 19-20%, je mislim, da pravilnejši od tega, ampak nisem pa 100% prepričan. Ja, a vas še zanima, morda tukaj kaj? Morda samo na kratko, obnovljivi viri v transportu. Do zdaj nismo uporabljali okolju prijaznih obnovljivih virov v transportu. Vse, kar je bilo, so bila biogoriva, ki so proizvedena načeloma na okolju škodljiv način, kot konkurenca hrani ali pa, ker so izsekavali deževni gozd in postavljali plantaže rastlin, ki so potem bile uporabljene za energetske namene. Tako da temu okoljevarstveniki večinoma nasprotujemo in zdaj v razpravi o ciljih za leto 2030 ne bo več cilja za biogoriva v prometu. Še ta številka, ki me absolutno navdušuje. In to je cena električne energije, ki jo plačuje gospodinjstvo v obdobju, ki je analizirano. Vir je statistični urad. To je cena za gospodinjstva, cena za industrijo. Ponavadi nakupujejo velike količine in zaradi tega imajo popuste. Res pa je tudi, da plačujejo manj obremenitev kot gospodinjstva. To so evropske vlade naredile na pol na skrivaj. Naša vlada je sledila Nemčiji, da so delež torej stroške za subvencioniranje obnovljivih virov in še česa, kot je soproizvodnja toplotne energije iz fosilnih goriv, so v večji meri prevalile na prebivalstvo, zato da so zboljšale ali pa ohranile konkurenčnost industrije. In tako imajo oni cenejšo energijo kot mi, kot naši uporabniki. To pa je padec cen elektrike iz lastne sončne elektrarne. In to je pa cena sončne elektrarne, ki je uspela na razpisu v Nemčiji novembra 2016 in njena cena je 69 evrov. Na Danskem so uspeli za ceno 53 evrov, na Bližnjem vzhodu, recimo v Združenih arabskih emiratih, je pa cena okoli 30 evrov. Ampak pustimo Združene arabske emirate, gledamo na sever, kjer imajo malo manj sonca kot mi in dosežejo tako ceno za sončno elektrarno. Ok, zakaj je ta razlika pomembna? Torej, ta razlika zakaj je pomembna in zakaj je ta razlika pomembna? Kot veste, smo podpisali, države sveta so podpisale mednarodni podnebni sporazum, Pariški sporazum. Ta sporazum je nadomestil Kjotski protokol.
Kjotski protokol je bil slaven, že skoraj v šoli smo se o njem učili. Dolgo časa je zelo slabo kazalo, pred nekaj leti se je vse stavilo, da bojo v Kopenhagnu dosegli kopenhagenški sporazum, pa ni bilo nič z tega. No in zdaj imamo podnebni sporazum, ki je bil pred dobrim letom sprejet in lani uradno vstopil v veljavo, ker ga je izglasovalo dovolj držav sveta, med drugim Slovenija. Torej, imamo podnebni sporazum, ki trdi, da bomo naslovili podnebne spremembe na ravni, da bomo zagotovili varno podnebje. Ok, kaj to pomeni? Dolgo let je veljalo, da varno podnebje pomeni, da moramo segrevanje ozračja ohraniti pod 2 stopinjama Celzija, v primerjavi s predindustrijsko dobo. Potem pa se je zaradi hitrih podnebnih sprememb, ki smo jim že zdaj priča, se je izkazalo, da 2 stopinji toplejše ozračje pomeni gotovo izničenje določenih držav iz zemljevida. Preprosto naj bi jih potopilo in zaradi tega je postalo moralno nesprejemljivo ohranjati cilj 2 stopinji Celzija, ampak si moramo prizadevati obrzdati segrevanje ozračja na 1,5 stopinje. In prav presenečenje vseh je bilo, tudi okoljevarstveniki smo bili presenečeni, da so se vlade sveta dogovorile, da si bodo prizadevale obrzdati segrevanje ozračja pri 1,5 stopinje v primerjavi s predindustrijsko dobo. Torej, prizadevali si bodo 1,5, 2 stopinji bosta pa absolutni cilj. Taka neka je dikcija. Vsi scenariji prehoda na obnovljive vire, ki smo si jih gledali, izhajajo iz slike 2 stopinj Celzija, torej da ohranjamo segrevanje ozračja pri 2 stopinjah. Scenarij 1,5 spremeni dinamiko. Ta študija, energetska revolucija, ne vem, kje je, pač študija energetska revolucija, ki smo jo z Nemškim vesoljskim centrom naredili in bila objavljena leta 2015, je računala še vedno z 2 stopinjama. In takrat se je računalo, da se bo zemeljski plin opustil nekje leta 2045, mislim, da piše v tem poročilu, ki je zaokrožil, in premog nekje leta 2040. Cilj 1,5 stopinj je sprožil razmislek, kaj se mora narediti drugače, da ga bomo lovili, in ta cilj kaže, da je treba do leta 2031 opustiti ves premog, 10 let prej, in plin nekaj let zatem, 5-10 let kasneje. Torej, bistveno večja ambicioznost je potrebna na področju podnebnih sprememb. In interna analiza, ki smo naredili za Greenpeace, pa še ni objavljena, čisto zato, da bi razumeli, kakšna stopnja ambicije je potrebna, da naj lovimo cilj 1,5 stopinje, je pokazala, da je vprašanje prehrane, vprašanje porabe mesa postane bistveno bolj pomembno v primerjavi z ostalimi viri onesnaženja, zaradi tega, ker živinoreja predstavlja tako pomemben del izpustov, da si ne moremo privoščiti, da bi se najprej ukvarjali s premogom, nafto, plinom in šele potem v kasnejšem obdobju s tem, kako se ljudje prehranjujejo. Torej, ambicioznejši scenarij 1,5 stopinje zahteva bistveno hitrejše opuščanje fosilnih goriv. Plin, ki se je prej razumel kot prehodno gorivo, kot bridging fuel, torej premostitveno gorivo od premoga do obnovljivih virov, se zdaj razume kot nepotrebna motnja.